MNZS podcast, zgodbe in podobe novejše zgodovine. Dobrodošli v podcastu Muzeja novejše zgodovine Slovenije, v katerem vam vsak mesec predstavljamo zgodbe, dogodke, podobe 20. stoletja in razstave, ki jih muzej pripravlja. Moje ime je Korin, vi pa poslušate epizodo mesečne poddaje, v kateri nas kustosinja Irena Ribič popelje v osrčje razstave z naslovom Slovenci so glasovali za samostojno državo ob 30. obletnici plebiscita za samostojno neodvisno državo Slovenijo. Zavrtimo torej skupaj čas nazaj za 30 let. Kaj se je dogajalo v zadnjih mesecih leta 1990 na sončni strani Alp? To so bila leta, oziroma 90. leto je bilo leto že velikih premikov, velikih sprememb in v Jugoslaviji in seveda tudi v Sloveniji. Zato je logično, v bistvu, da je do tega začel prihajati. Zdaj, nekje do prvih pobud za izvedbo plebiscita je prišlo že v začetku oktobra, v času prvega večjega konflikta z Jugoslovansko ljudsko armado, ko je na skupščinskem zasedanju poslanska skupina Socialistične stranke Slovenije predlagala izvedbo plebiscita, na katerem bi se v bistvu slovenski volivci že pred sprejetjem nove slovenske ustave lahko izrekli za samostojno Slovenijo. Demosov skupščinski blok je sicer takrat to pobudo označil kot, da je tvegana, da je preuranjena, da v bistvu s tem prehitevajo načrtovan potek osamosvojitve s tem sprejetjem ustave. Stvari so se pa hitro spremenile. Na seminarju poslanskega kluba Demos v Poljčah 9. in 10. novembra 1990 so tudi podali predlog o izvedbi plebiscita. In sicer tudi glavni pisci ustave iz Demosovih vrst, to so bili gospod Peter Jambrek, gospod Tone Jerovšek in gospod Tine Hribar. Slovenska javnost je pa za plebiscit izvedela po tem sestanku, nekje v prvi polovici novembra. Opozicija odločitvi za plebiscit ni bila sprva preveč naklonjena. Je imela različne razprave, tehtanja, različne pomisleke, ampak na koncu so kljub vsemu idejo prav tako podprli. Sredi novembra je sicer vlogo nekakšnega mirovnega posrednika takrat prevzel predsednik predsedstva Republike Slovenije, gospod Milan Kučan, in je s sklicem seje, ki so se udeležili predsedniki parlamentarnih strank, pomiril nekak strasti med opozicijo in koalicijo. V drugi polovici novembra potem so se pa na pobudo Demosovega predsednika, doktorja Jožeta Pučnika, ponovno sešli predsedniki parlamentarnih strank na seji, kjer so pa v bistvu sprejeli načelno soglasje o najpomembnejših vprašanjih plebiscita. To je bilo o plebiscitnem vprašanju in o datumu za izvedbo plebiscita. Zdaj, zanimivo je, če lahko citiram en navedek iz časnika Delo iz 20. novembra 1990, tam pravi, da naj bi se večina predstavnikov strank strinjala, da naj bi bil plebiscit v Sloveniji izveden med 15. decembrom in 15. januarjem. Zakon o plebiscitu, ki je pač podlaga bila za izvedbo, pa naj bi v parlamentu sprejemal z dvotretjinsko večino, medtem ko naj bi na koncu točen datum plebiscita pa skupščina določila na podlagi predloga, ki bi ga izoblikovala republiško predsedstvo in vlada. To je nekako bilo navedeno, kot pravim, 20. novembra v časniku Delo. Na koncu seveda je bil sprejet datum 23. december za izvedbo plebiscita in jasno legendarno vprašanje, ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država. Navidezno zelo enostavno plebiscitarno vprašanje, kot tudi drugi vidiki osamosvojitvenega procesa, so bili predmet intenzivnih usklajevanj med različnimi mnenji in stališči. Nenehno so se te dialogi vzpostavljali med opozicijo, med Demosom. Recimo, številne razprave so potekale tudi jasno glede kvoruma, glede tega, kakšna večina volivcev mora glasovati za to, da bo na koncu plebiscit uspel. In če, Demos zagovarjal različico, da more za glasovati večina volivcev, ki bodo prišli na volišča, je opozicija zagovarjala različico, da mora za uspešnost plebiscita glasovati večina vseh volilnih upravičencev. In ta različica je v bistvu na koncu tudi prevladala. Določeno je torej bilo datum, vprašanje in kvorum za uspešnost izida plebiscita. Debate in pogajanja, usklajevanja so potekala vzporedno s številnimi komunikacijskimi aktivnosti. Enoten nastop
pa propaganda, ki je šla nekje pod okriljem Staneta Staniča, takratnega ministra za informiranje, pa s kreativci iz agencije Futura Design, ne, je šla močna propaganda z raznoraznimi predmeti, od plakatov, priponk, letakov, obešank, seveda pod geslom Slovenija, moja dežela in naša država, ki je pa prišlo iz gesla Slovenija, moja dežela, tam nekje iz začetka 80-ih, od studija marketinga, ne. Decembra se pa tempo dogajanja le še stopnjuje. Zelo kmalu se izoblikuje tudi zakonska podlaga za plebiscit. V začetku decembra, natančneje 6. decembra, je v parlamentu glasovanje o zakonu o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Ta zakon je sprejet z 203 glasovi za, nihče ni bil proti zakonu, 4 pa so se vzdržali. Ob tem seveda so politiki podpisali tudi sporazum političnih strank in poslanskih skupin o tem skupnem nastopu na plebiscitu, ne? In tako kot sem že prej omenjala, to je šlo skupaj z močno tudi to propagandno kampanjo, ne? Ob tem se je seveda tudi podpora javnosti močno povečala. Politiki različnih strani so takrat obiskovali kraje po Sloveniji in v bistvu razglaša za 23. december, za dan odločitve, ne. Recimo jaz sem v arhivu RTV našla tudi posnetek iz enega takega obiska v Ljutomeru, ne, ko govorijo od predsedniki vseh ali pa predstavniki vseh vidnejših strank takrat v parlamentu, ne. Kaj se je pa dogajalo Slovenci v zamejstvu in po svetu? So bili tudi oni vključeni v ta proces in v to komunikacijsko kampanjo? Slovenci v zamejstvu in po svetu so se zelo, zelo močno odzvali na tole, ne? Pravzaprav na poziv dr. Janeza Dularja in dr. Spomenke Hribar ki sta takrat nagovorila slovenska društva, druge organizacije in verska središča po svetu, ne? Da naj se pač angažirajo oziroma da naj zbirajo podpise podpore plebiscitni odločitvi, ne? In je v bistvu na podlagi tega prihajalo ogromno klicev, pisem, podpore v bistvu tej odločitvi oziroma razpisu plebiscita, no. In tako pridemo do 23. decembra 1990. Pridemo do 23. decembra, do nedelje, ob 7. zjutraj, ko se volišča odprejo. Ta dan je bil v bistvu zelo praznično, zelo slovesno, v bistvu naravnan. Dogajalo se je celo tako, da so v nekaterih krajih po Sloveniji volišča zaprli že pozno dopoldne, ker so v tem času glasovali recimo vsi vpisani v volilni imenik tistega volišča, recimo, ne, no, tudi ta podatek sem zasledila med drugim v časniku Delo, ali pa recimo, da dežurna vremenoslovca na Kredarici takrat nista mogla glasovati, ker je zapadlo 3 metre snega in nihče ni mogel do njih, recimo take luškane prigode, a ne, ali pa recimo, da je bilo v tem vikendu konec tedna v Planici člansko prvenstvo Slovenije v skokih, a ne, in so pač naši skakalci nastopili s tako imenovano smučko Slovenija na smučki. Skakalni so imeli napis Slovenija, spet, a ne, del te s takim napisom, kot se je pojavljalo v tej propagandi, a ne, in to smučko je izdelala tovarna Elan takrat, recimo, a ne. Slovesen dan, 23. december, ljudje glasujejo, eno tako množično slavje se začne proti večeru, tam nekje od 6, 7 zvečer, po eni strani na ulicah in trgih mesta Ljubljana, kjer se vidijo zastave, plapolajo, ne vem, prepevajo zbori, recitali se dogajajo, ne vem, ljudje so prešerno razpoloženi, veseli, z navdušenjem pričakujejo v bistvu te prve neuradne rezultate, po drugi strani jasno pa tudi pestro dogajanje v tiskovnem središču v Cankarjevem domu, prek 100 domačih in tujih poročevalcev spremlja to dogajanje zadnjih tednov, recimo, a ne. Tudi tam se zbere političen vrh in pozno zvečer dočaka pač prve neuradne rezultate plebiscita, a ne. Jasno, potrebno je bilo počakati 3 dni do 26. decembra, ko je bila sklicana slavnostna seja v parlamentu in kjer je v zelo lepem nagovoru predsednik skupščine, dr. France Bučar,
povedal tudi, oziroma razglasil tudi uradne rezultate plebiscita. Prek 93% volilnih upravičencev je glasovalo, od tega kar 88,5% za samostojno in neodvisno Slovenijo. Za njim je imel slavnostni nagovor v skupščini pa predsednik predsedstva Republike Slovenije, gospod Milan Kučan. Z razglasom državljanom Republike Slovenije, volivcem v Republiki Sloveniji, je ta na plebiscitu sprejeta odločitev zdaj zavezovala Skupščino Republike Slovenije, da v naslednjih 6 mesecih pa sprejme vse ustavne in druge akte za razglasitev samostojnosti. In o tem je govoril tudi predsednik predsedstva Milan Kučan na tej slavnostni seji 26. decembra 1990. In tukaj se je delo osamosvajanja slovenske države šele dodobra začelo. Pravnih zadev je bilo potrebno urediti, gospodarskih, ekonomskih, da smo prišli do junijske razglasitve samostojne Slovenije. Ja. In tako smo tudi mi prispeli do konca naše epizode MNZS podcasta. Hvala Ireni Ribič in hvala tudi vsem vam poslušalcem. Naj vas še spomnim, da je digitalna različica razstave na voljo na spletni strani MNZS-ja. Povezavo najdete v opisu. Naslednja epizoda muzejskega podcasta pa bo na voljo že v sredo 9. decembra in to v praznični različici. Lepo vabljeni, da se nam pridružite na naših spletnih kanalih.